Z nami je gospod Ivan Eržen, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In prvo vprašanje za vas, gospod Eržen. Ali lahko na kratko opišete, na kakšen način okužbe gre v primeru COVID-19? Ja, v bistvu to je, tako kot tudi večina gledalk in gledalcev pozna, gre za tako imenovano respiratorno obliko okužbe, pri kateri prihaja ob kašljanju in kihanju, pa tudi ob govorjenju v okolje zelo veliko mikroskopsko drobnih kapljic, ki s seboj nosijo tudi viruse. In te drobne kapljice potem ostajajo recimo nekaj časa v zraku, zelo kratek čas, ker so sorazmerno velike in hitro padejo. Tako da večinoma tam rečemo od 1 meter do 1,5 metra je njihov domet. Tako da osebe, ki so skupaj s tem, ki ima te povzročitelje v žrelu in nosu, v tistem času, ko so, recimo, ko pride do kašljanja, kihanja, lahko vdihnejo te povzročitelje oziroma jih preko predmetov, ki so onesnaženi s temi drobnimi kapljicami, zanesejo potem v svoje telo, v primeru, da se pred tem ne umijejo rok. Če tako okuženi pride v neke poslovne prostore, koliko časa potencialno je še ta virus prisoten v teh prostorih? Zdaj, to je dvoje, ker te drobne kapljice potem padejo na tla in preživetje virusa, nimamo natančnih podatkov o tem, kako je, ker gre pač to za nov virus in je spremenjen, ampak običajno tam v 1 uri, 2 tudi propade. Odvisno je seveda zdaj tudi kakšno okolje, kakšna je vlažnost. Pomembno je, še enkrat poudarjam, da se zavedamo, da kamorkoli pridemo, lahko naletimo tudi na te in tem podobne viruse, in zato mora biti naša praksa v vseh primerih enaka. Torej, pomembno je, da si predno gremo z rokami v usta, v oči, umijemo roke, temeljito umijemo roke z milom, in zelo pomembno je tudi ta higiena kašljanja, ki jo v zadnjem času tako posebej poudarjamo. Ko kašljamo, je najbolje, da kašljamo bodisi v komolec, ali pa seveda, če imamo na voljo kakšen robček, da ga potem lahko takoj po tem kašlju tudi zavržemo v zaprt zabojnik, če je to možno. Na ta način preprečimo, da bi tistim, ki so v neposredni bližini, da bi bili izpostavljeni tem drobnim kapljicam, ki jih mi ob kašljanju, kihanju izpustimo v okolje. Tako da to moramo početi vedno. Mi smo ravno zdaj zaključili z epidemijo gripe, kjer smo imeli več kot 100.000 obolelih in tudi več kot 100 umrlih. Ta virus se enako prenaša kot virus gripe. Se pravi, poudariti treba, da kadar govorimo o tem kapljičnem prenosu, kot je v tem primeru značilen, je način vedno enak, in zato je tudi vedno pomembno, da predvidevamo, da vse, kjerkoli smo, da povsod, kjer smo, so lahko tudi prisotni virusi, in zato moramo preprečiti, da bi prišli v naše telo. Kako lahko delodajalci prispevajo k omejitvi širjenja okužbe in k ohranjanju zdravja zaposlenih? Delodajalci imajo tukaj zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker seveda na delu smo ljudje vsaj 8 ur, če ne še več, in v tem času, v teh posebnih okoliščinah lahko delodajalec veliko prispeva k temu, da pomaga omejevati širjenje teh kapljičnih okužb. Po eni strani, da vedno znova zaposlene opozarja na pomen osebne higiene, umivanje rok, kašljanja. Po drugi strani pa, da tudi da na voljo ustrezna sredstva. Se pravi, mi moramo na delovnem mestu zagotoviti dovolj lokacij, kjer si lahko ljudje potem roke umijejo. In pomembno je tudi z vidika urejanja delovnih mest, da so ta delovna mesta tako urejena, da je možnost prenosa okužbe čim manjša. Tu zdaj bi posebej izpostavil recimo tista delovna mesta, kjer je že v oceni tveganja bilo ugotovljeno, da prihaja do stika z strankami, na primer, in da obstaja tveganje za okužbo. To je potrebno, zdaj mogoče je ta priložnost, ponovno preveriti, ali so res vsi tisti potrebni ukrepi tudi že v veljavi, oziroma ali jih je potrebno ponovno osvežiti, delavca zaposlenega ponovno opozoriti na to, na kakšen način se izogne okužbi v primeru, da ima stika s strankami. Kajti stranke, recimo, če dam za primer
ne vem, na blagajni, v trgovini, tu je tveganje za to, da prihaja lahko do okužbe strani strank kar veliko. Zdaj marsikje zaščitijo zaposlene z posebno stekleno pregrado, številna delovna mesta pa nimajo te zaščite. In v takem primeru potem potrebno zaposlene še posebej opozoriti na to, kako pomembno je, da si pogosto umivajo roke, da absolutno ne grejo z rokami v usta, da si ne manejo oči. To so gibi, ki so sicer velikokrat podzavestni, ne, in niti ne razmišljamo o tem. Tako da je potrebno s tem, ko delodajalec zaposlene opozori na to, da ne večkrat na to pomislijo, mogoče spodbudijo k temu, da spremenijo te podzavestne navade. Kako pa naj ravna podjetje, če je bil zaposleni v stiku z okuženimi? V bistvu, če je bil zaposleni v stiku z okuženim, je zdaj treba se vprašati, ali gre za zelo tesen, tvegan stik, ne, kot temu rečemo, visoko tvegan stik. To bi bil na primer, da je oseba, da je zakonski partner oziroma nekdo, ki je v družinskem okolju, v gospodinjstvu okužen, potrjeno okužen, ali pa recimo, če gre za zdravstvene delavce, ali da so imeli opravka z osebo, ki je bila klinično potrjeno, da gre za osebo, pri kateri je bil potrjen virus. V takem primeru je potrebno delavca preko epidemiološke službe preusmeriti v karanteno. Karantena je ukrep, ki je zakonsko opredeljen in v primeru odredi epidemiolog. Gre pa za to, da tiste osebe, ki so bile v tesnem stiku, visokorizičnem tesnem stiku, to pomeni, da so partnerji ali pa gospodinjstvo ali pa recimo zdravstveni delavci, v takem primeru se tej osebi odredi, da mora ostati v izoliranem okolju, doma ali pa v nekem drugem okolju, kjer ne bo prihajalo v stik z drugimi osebami. Karantena je zelo zahteven ukrep, izda ga minister določi, na kakšen način se bo ta karantena izvajala in tudi kje. In v tem primeru tudi je delavec upravičen oziroma zaposleni upravičen do nadomestila plače, ki ga financira potem državni proračun. Pa je potem možno, da bi to karanteno ustrezen organ razglasil za posamezno podjetje, za posamezno območje? Ne. To je vedno na individualni bazi. Se pravi, vedno gre to samo za osebo. Nikoli to, kar recimo zdaj, ko velikokrat govorimo o karanteni v Italiji in podobno, ne, to je pač drugačna uporaba tega izraza. Gre za to, da pač skušamo preprečiti, da bi ljudje prihajali v stik z tistimi, ki so potencialno lahko bolni. To bi lahko rekli, prej bi bil tu ustrezen izraz izolacija oziroma samoizolacija, ampak tako v tem dnevnem besedilu se običajno reče tudi karantena. Ampak to ni ta karantena, kot bi recimo bila v primeru, da bi zaposleni bil v tesnem stiku, torej rizičnem stiku z osebo, ki je bila potrjena, da ima COVID-19. Kako pa naj ravna podjetje, če oboli kdo od zaposlenih? Ja, če oboli kdo od zaposlenih, se pravi, da ima povišano telesno temperaturo nad 38 stopinj Celzija, zaenkrat se to šteje, da se slabo počuti, mogoče celo težave z dihanjem, in da je bil v stiku z potencialno okuženo osebo. V takem primeru je najbolje potem, da se delavca napoti, zaposlenega napoti v nek poseben prostor, ki je pač izoliran od ostalih zaposlenih, in pokličete zdravstveno službo in se potem z njimi dogovorite, kako naprej. Ampak v tem primeru seveda morajo tudi ostali zaposleni skozi neke posebne ukrepe. To je potem pač ukrep strani epidemiološke službe, ne, ki presodi potem, ali so ostali stiki, ne, ker mi dva imava recimo, mogoče še to pojasnim, ker to tudi velikokrat je malce zamegljeno in vodi do napačnih sklepanj.
Rizičen stik je tak, ki sem ga prej omenil, se pravi, da smo v stiku z osebo, ki ima potrjeno COVID-19 v skupnem gospodinjstvu, v partnerskem odnosu, skratka v zelo tesnem odnosu, nekaj časa, torej mora ta odnos nekaj časa trajati. To ni tisto, kar gremo recimo na delovnem mestu, ko srečamo delavca, pa gremo mimo, ali pa smo nekaj časa skupaj v prostoru, ali pa recimo v razredu, kjer ima učiteljica, na primer, je bila v stiku z nekom, ki ima potrjen virus. Tu govorimo samo o tesnih stikih oziroma o stikih, ki ne terjajo tako drastičnih ukrepov. Tak ukrep, kot sem ga prej omenil, se pravi, da se pozove zdravstveno službo v primeru, da delavec ima te klinične znake, povišano telesno temperaturo, mogoče težave z dihanjem in da je njegov tesen partner potrjeno pozitivno, v takem primeru smatramo, da gre verjetno ali pa sumimo, da gre za COVID-19, v takem primeru pokličemo zdravstveno službo. Sicer pa ne. Za vse ostale sodelavce bo sicer epidemiološka služba presodila, če so kakšna taka delovna mesta, kjer je ta oseba, ki je zdaj zbolela, bila v tako tesnem in dolgotrajnem stiku, da bi to terjalo mogoče eno samoizolacijo, posebno pozornost, kontrolo recimo čez en teden, pa mogoče potem čez nekaj dni še na prisotnost virusa. Če se potrdi, da je bil nekdo z virusom v našem podjetju, v naših prostorih, ali pa če smo mnenja, da je bolje, da bi nekaj naredili za to, da bi naši prostori bili res čisti, lahko te prostore razkužimo. Kako je s tem razkuževanjem prostorov? Kdo lahko sploh? Razkuži običajno tisti, ki sicer poskrbi za čiščenje prostorov, tu ni posebnih ukrepov. Gre za to, da pač uporabljamo učinkovita razkužila, v tem primeru, v primeru virusa, ki povzroča COVID-19, so alkoholna razkužila zelo učinkovita, tudi hipoklorit recimo, ki je za površine zelo primeren in je tudi na voljo. Varikina tudi, recimo to tudi poznajo tisti, ki se ukvarjajo s čiščenjem. Se pravi, poleg temeljitega čiščenja je potrebno potem še skladno z navodili proizvajalca prostore še dezinficirati. Tu ni nekih posebnih ukrepov ali pa posebnih znanj ali pa standardov, ki bi to terjali. Kaj lahko poveste o obraznih maskah? V primeru, da pride do suma ali pa smo mnenja, da smo lahko ogroženi, govorimo veliko o teh maskah. Ja, maske so zelo zaželena stvar zdaj v sedanjem času. Na splošno velja tako. Maske, te kirurške maske, te navadne, ki jih srečamo tudi, ko ljudi vidimo, ki hodijo po cesti z njimi, te niso priporočljive za vsakodnevno nošnjo po cestah in tako naprej. Predvsem, ko se gibljamo po cesti, ni čisto nobene nevarnosti, da bi prišlo do okužbe. Tovrstne maske uporabljamo samo v tistih primerih in samo tiste osebe, ki so recimo bolne in na ta način želijo preprečiti, da bi druge prenesle okužbo na druge. Se pravi, v nekem trenutku, kot predno se je zdravljenje še začelo, je to smiselno, da ta oseba, ki kašlja, kiha, zaščiti sebe, zato da ne bi prenesla okužbe na drugo. Gre za kratko obdobje, to je edini primer, ko bi recimo za splošno javnost te maske prišle v poštev. Drug primer je pa seveda takrat, kadar negujemo osebo, ki bi jo še posebej želeli zaščititi, zaradi tega, ker je zaradi starosti, mogoče nekih drugih obolenj, ki jih ima, bolj občutljiva na okužbo in bi bolezen lahko težje potekala. V takem primeru je tudi smiselno, da se te maske nosijo. Tako da to je relativno malo teh situacij. Drugo pa so tiste maske, ki so, mi jim rečemo respiratorne maske, respiratorji tudi po domače, ki so trije tipi, 1, 2 in 3. 3 so tisti, kjer pravzaprav 98% delcev in tudi mikroorganizmov zadržujejo.
Te maske se pa uporabljajo res samo v posebnih okoliščinah, takrat, kadar gre za znanega bolnika ali pa kjer je res utemeljeno, da gre za, je sum utemeljen, da gre za bolnika, in to uporabljajo zdravstveni delavci. Razmere, predvsem v Italiji, se zelo hitro spreminjajo. Še pred nekaj dnevi je bila mobilnost preko Italije relativno normalna, danes je močno omejena. Kaj vi lahko svetujete tistim, ki potujejo še vedno preko Italije, recimo predvsem v tovornem prometu, kako ravnati? V bistvu pravzaprav drugih navodil kot to, da skrbijo za to, da se v primeru, da so prihajali v stik z nekimi predmeti, da si res temeljito roke umijejo, morda celo razkužijo z navadnim alkoholnim razkužilom, 70% je dovolj, ta alkoholna razkužila, ki so povsem ustrezna. Torej, da skrbijo za osebno higieno, to je osnovno, kar bi jim v tem trenutku lahko svetoval. Ničesar, nobenih drugih dodatnih ukrepov ni. Sploh, če so zaposleni v transportu, kjer z drugimi nimajo stika, oziroma če imajo stik z ostalimi osebami, govorimo ves čas, da skušamo zagotoviti ta meter in pol razdalje, da nismo v preveč tesnem stiku, ampak to so običajno kratkotrajni stiki, ki ne bodo pripeljali do, ali pa ne ogrožajo tega voznika, na primer. Torej, nobenih drugih, recimo tudi če se ustavijo, če grejo po gorivo ali če se ustavijo zato, da bi si oskrbeli prehrano in tako naprej, tu ni potrebno nobenih posebnih dodatnih ukrepov, razen kot rečeno umivanje rok. To je, veste, vse tisto, kar smo mi nekje nabrali v okolju, na predmetih, ki smo se jih dotikali, s tem, ko si roke umijemo, odstranimo. In to je tisto, kar je treba posebej poudariti. To je ta samozaščita zelo pomembna. Če poenostavim, ti virusi ne plavajo po zraku, ampak se kapljično prenašajo. Fino, to ste odlično to vprašali. Ja, to ne plava po zraku in to nismo ogroženi zdaj zaradi tega, da če bomo pač nekje z eno osebo skupaj v prostoru, razen seveda, če ta stik zelo tesen, se pravi, če je neposredno v bližini in nas onesnaži ob svojem kašljanju, kihanju in tudi, kot sem rekel, govorjenju, zlasti črke P, B, T, to v tem primeru tudi gre kar precej veliko teh kapljic v okolje, ampak seveda ne toliko kot v kašljanju in kihanju. In zato je zelo pomembno in lahko nekaj naredimo za sebe, se pravi, preprečimo vnos tega, kar smo pobrali s predmeti, ki smo se jih dotikali, preprečimo na ta način, da si roke temeljito umijemo. In pa to, kar tudi ves čas poudarjamo, ti podzavestni gibi, s katerimi gremo v usta, tudi hrano, recimo zelo svetujem, da če že mora oseba uživati hrano z roko, ne bo vmes potem nek servet, prtiček, recimo tudi sadje, ki ga velikokrat uživamo z roko. Primimo ga lepo z servetom in preko imamo, ne primemo sadja z golo roko, ker ne vemo, če smo si jo res dosti dobro umili. Torej, paziti moramo, da ne vnašamo tega preko rok, na katerih je to virus lahko prisoten. Pa obstaja tveganje za prenos okužbe preko živil? Ne, to smo že večkrat poudarjamo, čeprav zdajle sploh ne razumem teh ukrepov, ki jih je Italija tudi uvedla za prepoved uvoza živila, mleka in tako naprej. To so popolnoma neracionalni in nerazumni ukrepi. Namreč preko živil se to ne prenaša, virus je tudi toplotno občutljiv, se pravi, kakor hitro ga doseže temperatura 43–44 stopinj Celzija, popolnoma denaturira, torej ni nevaren, kot sem že prej omenil, po določenem času tudi postane neaktiven zaradi vplivov v okolju, tako da ne razumem in pa seveda sploh kako bi pa ne prišlo recimo do onesnaženja mleka, mi ni jasno, na kakšen način bi prišlo do onesnaženja mleka. Če bi tudi prišlo do onesnaženja mleka, da bi bil virus prisoten, ko bi ga človek zaužil, če bi rekli, da bi surovo mleko uživali, bi se potem v želodcu ta virus uničil. Tako da bomo videli, koliko časa bodo ti ukrepi, ki so pretirani, kar se tiče
transporta živil še veljali, upam, da ne dolgo. Mogoče so tu še kakšni drugi politični razlogi odzadaj, ki nimajo z preprečevanjem širjenja virusa nobene zveze. Preko živil nimamo nobenih podatkov, da bi se virus lahko prenašal. Včeraj popoldne je Karlovška županija na Hrvaškem sprejela ukrep obvezne karantene oziroma samoizolacije za vse prebivalce, ki bi vstopili na Hrvaško iz Bele krajine v Sloveniji. Kako komentirate tak ukrep in kaj bi se lahko zgodilo, če bi v prihodnjih dneh in tednih, nekaj napovedi smo slišali tudi pri odgovornih na Hrvaškem, to zgodilo za celoten hrvaški teritorij? Ja, to bi pomenilo, da se bo država popolnoma zaprla, ne, kajti tak ukrep, jaz sem že prej govoril o karanteni, kaj to pomeni. Karantena bi morala trajati 14 dni, ne, ker 14 dni traja pač ta inkubacijska doba. To pomeni, da absolutno se popolnoma vsa aktivnost prekine in meja se popolnoma zapre, nobeden ne bo šel tja. Zakaj o tem razmišljajo oziroma so celo, če sem prav razumel, celo ta ukrep izrekli? To so izrekli za Karlovško županijo. To je zdaj za hrvaške državljane ali za vse? naše, Tudi za ki naše. bi vstopili. Ja. Ker tudi ne razumem, kje bi naši državljani lahko se zadrževali v času karantene, tako da je tudi vprašanje, kako je izvedljivo. Ne, to, kar imamo mi zdaj, recimo to na meji z Italijo, to je nekako, kar še se da preživeti, no. Veste, da se spremlja, kdo prihaja v državo in da se tam preverja, čeprav telesno temperaturo, čeprav, veste, ljudje vedo, da lahko telesno temperaturo znižajo tudi z navadnim aspirinom in pride kljub temu bolni.